Danes bomo tukaj peljali eno javno razpravo, ki se imenuje Svet za vsakogar, kar je pravzaprav ime enega gibanja, ki so ga formirali prosilci za azil, ki so nastanjeni v azilnem domu na Viču. Tudi napisali so en tekst, ki je izjemno zanimiv, namreč gre za zelo luciden pogled, ki seveda slovi na izkušnjah ljudi, ki živijo v azilnem domu, na azilno politiko v Sloveniji. In v bistvu, kar se tega tiče, izjemno močna in krepka in podkrepljena kritika azilne politike v Sloveniji. Na to se je sicer že opozarjalo v preteklosti, ampak bolj ali manj iz strani nevladnih organizacij. Tukaj imamo prvi situacijo, da pravzaprav prosilci za azil so sami artikulirali to kritiko azilne politike v Sloveniji, ki se seveda, kar se njih tiče, odvija znotraj institucije azilnega doma. Današnjo razpravo skratka organiziramo na osnovi te krize, ki jo kot zelo zaostreno spremljamo že zadnje 2-3 mesece. Prav tako jo tudi organiziramo kot razpravo o tem, kaj narediti, in pa seveda tudi kot akademsko razpravo, ki se ukvarja z vprašanjem predvsem nekih konceptualnih inovacij na področju vprašanja migracijske politike in migracij nasploh. Če je zdaj kot akademska naslova revija, se že več let ukvarja s vprašanjem migracij, skrčevanja, diskriminacije in tako naprej na nekih teoretski ravni, v bistvu metodološki zelo podobno si delimo mnenja oziroma videnje teh stvari, kot je omenil Andrej in Center za kritično politiko na TDV. Lani smo objavili številko posvečeno migracijam in tam čisto na neki teoretski znanstveni raziskovalni ravni v bistvu smo zapisali tisto, kar v bistvu danes na ta surov način doživljamo v Sloveniji, v primeru azilnega doma, samskih domov in vseh področjih, ki jih še najbolj odpira na praktični ravni socialni center v Rogu. Če bi nekako strnila to teoretsko refleksijo, te neke zaključke, na katerih smo prišli, je v bistvu blazno preprosto. Svoboda gibanja, ki je nam, belim zahodnjakom, nekaj tako samoumevnega, da ne rabi nobenega vzroka, kaj še legitimiranja, se začne takoj pogojevati, tehtati in kriminalizirati, ko pa skuša uveljaviti velika večina prebivalcev planeta.